Slovenska pisateljska pot je rastoč projekt Društva slovenskih pisateljev, katerega namen je predstavljanje slovenske literarne dediščine in oživljanje vednosti o njej. Namenjen je obiskovanju, spoznavanju, srečevanju in doživljanju slovenskih pokrajin kot literarnih pokrajin. Osrednji del projekta je pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in delali slovenski pisatelji. Zamišljena je kot pot duhovnega izročila, ki povezuje literarne pokrajine in 104 spominske kraje pisateljskega izročila. Lahko je spoznavalna, pohodna transverzala, učna pot za izvajanje vzgojnih vsebin ali pot kulturnega turizma. Projekt razvija tudi spremne vsebine in gradiva, vključno z virtualnim vodnikom po kulturni dediščini, ter pripravlja žive dogodke, posvečene literarnemu spominu v izvedbi Društva pisateljev in različnih partnerjev v krajih ob slovenski pisateljski poti. Vso pot opisuje obsežen knjižni vodnik, ki v besedi in sliki predstavlja pokojne slovenske pisatelje in njihovo vpetost v literarno-kulturno dediščino slovenskih pokrajin. V njem so na 364 straneh zajeti 104 kraji in v njih je predstavljeno 106 pisateljev, od Trubarja do Toneta Pavčka. Pregledno opisuje posamezne točke, ki jih za zdaj povezuje slovenska pisateljska pot. Avtorji vodnika so Melita Hajnšek-Forstnerič, Aljoša Harlamov, Franci Just, Miran Hladnik, Petra Jordan, Miran Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič in Lena Likar. Vodnik bo na razpolago na vseh lokacijah slovenske pisateljske poti. Gradivo vodnika je tudi osnovna vsebina spletnih strani Slovenska pisateljska pot na portalu Društva slovenskih pisateljev. Rastoči projekt ohranja vednost o pisateljskem izročilu, zato se s posebnimi dogodki obeležujejo tudi pomembne spominske obletnice slovenskih pesnikov in pisateljev. Slovenska pisateljska pot je namenjena živim dogodkom v srcu literarnih pokrajin, privabljanju obiskovalcev v dogodke, ki povezujejo literarno preteklost z živo literarno tvornostjo, ki nas združijo v muzične dogodke, ki nastajajo kot presečišča izročila in novih zamisli za predstavljanje literature in ob njej še drugih umetnosti. Slovenska pisateljska pot omogoča in vabi v dogodke ob rojstnih domačijah in literarnih spomenikih, na poteh in križiščih, ob izvirih, sotočjih ali na obrežjih rek, na razglediščih in počivališčih z duhovnimi oznakami. V dogodke, ki bodo namenjeni vzgoji srca, premisleku, tišini, ki usliši neizrečeno, ali k neslišnim dogodkom v nas, h kakršnim nas vedno znova lahko povabi le pisateljeva beseda. Slovenska pisateljska pot je pot za različne generacije. Njene vsebine so lahko vsebine za najmlajše, ki se podajajo z igro in vzbujanjem zvedavosti, za mladostnike, za katere se lahko razvijajo z raziskovalnimi nalogami, s podajanjem vsebin na lokacijah pred skupinami, z vključevanjem digitalnih sredstev predstavljanja in podobnim. Za odrasle pa so to seznanjanja s pozabljenim ali nedovolj spoznanim spominom na pisatelje, teme za družinske izlete in podobno. Enotna likovna podoba vseh oznak slovenske pisateljske poti je nekaj, na čemer temelji prepoznavnost projekta. Simbolična označitev prostorov pred hišami v krajih, kjer so se rodili ali živeli in delovali slovenski pisatelji, z znaki in sklopmi s pisateljevim imenom pred objektom, je temeljnega pomena za prepoznavnost celovitosti poti. Na lokacijah slovenske pisateljske poti, na razglediščih in pred posameznimi poslopji, kjer je to v soglasju s prostorom,
Predlaga projekt lokalnim skupnostim možnost postavitve posebej oblikovane klopi s pisateljevim imenom, ki bo simbolično označevala pisateljev kot. Nekakšen simbolni prostor in hkrati prostor za branje in razmišljanje o pisatelju. Klop obiskovalcu ponuja možnost pogleda na pisateljevo pokrajino, možnost počitka in premisleka okolja, na katerega je dnevno gledal pisatelj ali o njem pisal. Pri iskanju oblikovne podobe tega elementa pisateljske poti smo se obrnili na oblikovalca Oskarja Kogoja, ki je zamisel sprejel in oblikoval pisateljsko klop, tako imenovani počivalnik duha iz naravnih materialov. Po njegovi likovni podobi narejen vzorčni model iz kamna in lesa z linijami keltskega stola, kakršne najdemo na situlah, bomo predstavili v krajih in občinah, kjer poteka slovenska pisateljska pot.